Za nami je nekako 10 druženj. Obisk na YouTube platformi pa na Spotify platformi kaže, da so bili ti naši podcasti kar gledani. Se pa je zanimivo, prav vsakič, ko je nov podcast prišel ven, postavilo kar nekaj vprašanj. Tisti, ki so na novo prišli zraven, so ponavadi spraševali, kdo sploh ste, kaj hočete s tem podcastom, kakšne cilje si postavljate. No, dobil sem recimo tudi vprašanje, zakaj še en podcast, ker je taka poplava podcastov. Zato se mi zdi, da po 10 epizodah je pa zdaj čas, da rečemo kakšno besedo. Predvsem pa vaju pozdravljam, Darja Osenik in Anja Kastelic. Z vami pa seveda tudi Robert Božič. Lep dan. Ja, enako. Hvala, Robert. Lepo si to povzel, Robert. Torej, če gremo kar po vrsti, morda tebi, Darja, ker si pobudnica, na tak ali drugačen način, tisto prvo vprašanje, ki smo ga verjetno tudi ti največkrat dobili. Kdo ste? Kdo torej smo? Ja, smo, jaz bi rekel, kar ekipa entuzijastov, ki vidimo, da slovenski prostor, kmetijski prostor, da lahko ponudimo neko svežino, drugačen pogled, ki je potreben in da s tem pomagamo opolnomočiti ljudi na podeželju, na mogoče malo drugačen način. Boste še video povedala, kakšen je vajen vidik tega, ampak meni osebno zelo rada delam s kmeti, imam nekako srce tukaj in zelo vidim, ali pa imam vizijo, da bodo te stvari, ki jih mi zdaj začenjamo počenjati, nismo še niti 1 leto skupaj, da bodo dolgoročno prinašale spremembe, predvsem v dojemanju samega kmeta, pa tudi v dojemanju javnosti, kako gleda na kmeta in kdo to je in kaj počne in kakšen je njegov status, bom rekla. Tako. Jaz vem, da si coachinja in da si se odločila za to področje. Morda vsem tistim, ki nas spremljajo, kaj pravzaprav ta poklic je. Kaj to sploh je? Ja, kakšni se hičejo, kaj je to nek coaching, da bomo na kavču sedeli. No, ne sedimo na kavču. Coaching je pravzaprav en tak proces raziskovanja samega sebe in svojih potencialov in tudi svojih motenj, da pridemo do nečesa, kar si mi želimo. Ne? In mi v današnjem svetu smo zelo bombardirani z informacijami in imamo mogoče v večini primerov lahko rečem eno precej izkrivljeno sliko, da vemo, kaj želimo. In ko se začnemo o tem pogovarjati, se velikokrat izkaže, da je zadaj neka želja, ampak samo želja ni dovolj. In ogromno nekih prepričanj, ki nas ne podpirajo pri tem, da bi dosegli, kar si želimo. In najprej moramo sebe sploh spoznati, da vemo, kdo smo mi, kakšne so naše vrednote, kakšne prioritete imamo, da šele lahko načrtujemo nekaj vnaprej. In coach je tisti, ki pravzaprav, mi pomembno, da povem, mi nismo svetovalci, s tem nas največkrat zamenjujejo, mi smo tisti, ki ne bomo dajali odgovorov. Zato tudi ne rabimo biti, ne vem, če so coachi za neke direktorje, ne rab coach biti direktor, da lahko pomaga direktorju, še boljše, če ni. Zato, ker ne dajemo odgovorov, znamo pa postavljati dobra vprašanja, ki pripeljajo do teh odgovorov. In človek je tako narejen, že vse od adolescence naprej, da iščemo tisto, kar bomo mi sami pogruntali. In tisto, kar mi sami spoznamo, tisto običajno najbolj učinkuje. Se pravi, jaz kot starš, ne vem, rečem svojemu najstniku, ni dobro, da gledaš to kot telefon, mislim, to za njega čist nič ne velja. Pa lahko rečem, veš, koliko je tu znanstvenih raziskav, tu njega ne zanima. Ko bo on sam prišel do tega, da mu to, ne vem, pokrade čas za učenje, za igro z sovrstniki ali kakorkoli, bo lahko nekaj spremenil. V bistvu pa to zdaj delam z odraslimi, da iščejo svoje odgovore na vprašanja, ki so jim pomembna. Tako da to je najhitrejši vris oziroma neka taka formula,
ki velja v našem svetu, coaching svetu, a ne govorim o certificiranih, izučenih coachih, da je uspeh ali pa tisto, kar vam veliko pomeni, nekomu ne bo všeč beseda uspeh, je enako potencial in minus motnje. Ne, se pravi, lahko, da je ta formula dobro deluje v plus, večamo potenciale, pa manjšamo motnje. A sem odgovorila? Ne vem. Meni je bilo zanimivo in tudi prav je, da tisti, ki nas spremljajo, vedo. Ja. Ampak zdaj, če grem k tebi, Anja, ti si kmetica, veliko let te poznam kot en tak motor pri podeželski mladini, no zdaj si svetnica tudi v svetu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. In predvsem tudi sam točno ne vem, kako sta se našli. To Anja povedala. Vse, v bistvu, ko sem prav razmišljala, vse ne vem več čisto točno, kako sta se našle. Vem, da sem jaz, ko sem zaključevala to svojo pot pri podeželski mladini, takrat sem se začela, malo ironično, da sem se začela najbolj izobraževati ravno na koncu, ampak mogoče je bila pa ravno to tista, ne vem, prava pot, ker sem šla na res dolgo izobraževanje, pa potem še na eno in tam v bistvu prek Darinega moža sem pa nekako prišla do Darije. In jaz sem bila ravno takrat po zaključku svoje poti pri podeželski mladini. Sem pa se nekako začela iskati, ali bom zdaj ostala samo doma na kmetiji, ali bi šla še kam službo, mogoče kakšne druge poti. In dejansko lahko rečem, da zdaj je že nekaj več kot 1 leto, da sem, oziroma bo kmalu 1 leto, da sem zaposlena doma na kmetiji. In da res lahko rečem, da sem ponosna izključno na to, da sem se odločila, da moja pot bo res samo doma na kmetiji in da je to zdaj moja tista največja prioriteta. In to je bil nekako tistem obdobju, ko sem se jaz tako, lahko rečem temu, iskala. Smo pa vedno bolj začele z Darijo se pogovarjati o tem, kaj bi potreboval kmetijski sektor, kakšne izobraževanja, ne vem, kakšne informacije. Darja me je zaupala tisto njeno prvo idejo, ki smo jo pol skupaj res, mislim, da zelo nadgradile in pol nekako prišle tudi do tebe, dejansko do tebe, da smo pol to še skupaj nekako zapalali, še malo širša in pa so ljudje začeli tako kar prihajati v to našo, še vedno je mala ekipa, ampak ta ideja raste, tako kot, ja, raste, zato tudi mislim, da kar primerno ime rast. Ja, in v bistvu tisto, kar se pa vidi zdaj navzven, je pa ta podcast. To je bilo pa zelo zanimivo, ko smo se z Darijo pogovarjali, kako zdaj to idejo, ki jo imamo, kako bi spravil do širše javnosti, pa kaj bi kmetje še potrebovali. In v bistvu mislim, da ti si rekla, jaz bi delala podcast. In takrat, jaz sem pomislila podcast, ok, še en podcast, kot si ti že rekel. Ampak ne vem, tako se mi je zdel, mogoče pa res to tisto, kar rabimo, ker sem razmišljala, kje kmetje zdaj dobimo informacije. Kje? Pač imamo ogromno časopisov, zelo dobrih časopisov, ampak to je veliko informacij. Poplava je na družbenih medijih, raznih skupin. Teh informacij je ogromno. In časa ni. In časa ni, da bi vse to temu se zdaj res tako posvetil. In kaj pa recimo, ko doma delaš, pa želiš vedeti, ne vem, pa slišiš, da se tam nekaj spreminja ali pa je nekaj novega, želiš imeti tako povzetek teh informacij, tako na kratko, pa v tvojem jeziku, tako v mojem jeziku. Torej res tako, da razumeš, da ne rabi zdaj še dosti neke poglobljene zakonodaje brati dodatno, da razumeš, kaj se spreminja in predvsem, kako to vpliva na te. In zato je pač ta moj dodatek, ki si že omenil, da sem zdaj aktivna tudi na KGZS-ju, da pa dajmo tu not prostor tudi informiranje o tem, kaj se pa dejansko kmetom dogaja na področju zakonodaje, na področju vseh splošnih sprememb, ker to prehitro gre mimo nas. In mogoče je to ravno tisto, ko se na koncu šele zavedamo, ko je vsega že konec, pa ni več možnosti, da bi kaj spremenili, ker takrat nas najbolj udari, ne? Ko moraš, tako, takrat boli, ko moraš ti na kmetiji, tako kot biovarnost, kako dolgo se je o biovarnosti govorilo, koliko sprememb se je dejansko naredilo vmes, tudi zbornica, kaj se je naredila, da imamo na koncu neko blago obliko te biovarnosti. Ampak kmet zato prej ni vedel, kaj se je dogajalo. Kmet je videl na začetku tega leta, ko smo mogli izpolnjevati tiste obrazce in smo mogli to v bistvu dejansko implementirati na kmetije. Takrat se mi s tem seznanimo. Enako je zdaj ta proces zakonodaje. Koliko je bilo to v zadju enega dela, pa dejansko, ko je taka masa zakonov od zunaj, se nimaš časa to sploh prebirati, kaj da bi potem šele vedel, kaj so tiste spremembe.
Zato se mi zdi to taka dodana vrednost, da dejansko lahko tu imamo tudi nek prostor, da te stvari podamo naprej. No. Zdaj ne vem, če sem čisto odgovorila na to vprašanje, ker vprašanje je bilo, kako smo se spoznale. Ja, ampak vse je povedala prek mojega moža, da sem jaz zvedela za Anjo, ker v bistvu sem midve zelo zanimiva kombinacija. Jaz pa nisem s kmetije, sicer tudi pomagam, ampak in tudi v osnovi ne prihajam s kmetiji, ne živim na kmetiji. In je bilo v bistvu ta odločitev, a je zdaj v ta kmetijski sektor kar dosti drzna ideja, se mi zdi. Delala sem pač s podjetniki, ampak zaradi enega projekta sem mogoče več prihajala v stik s kmeti in so mi ratali všeč. In kad ti iščeš svojo nišo, tudi coachi nismo za vse, noben coach ni za vse. Načeloma imaš neko nišo, za katero se odločiš in ob kateri ti zapoje srce. Meni so bili to kmetje. In je to tako res drzna ideja, pač to sploh, da sem prvič povedala to nekomu, ker pač prej sem mislila, da mogoče se bom ukvarjala s pari, no, zdaj imam še boljšo kombinacijo, zdaj delam in s pari in s kmeti oboje skupaj, ker coachinga delam večinoma s pari. In je bila Anja pa ta moj drugi antipol, se pravi, jaz sem totalen novinc, da temu tako rečemo, noben me ne pozna, kdo sploh sem, Anja je pa toliko let že v temu delala, toliko stvari že poznala, Robert, ti pa tudi še bolj, tako da sem res hvaležna, da nas nekako te nitke povezujejo, je pa res, da sem že od nekdaj rada delala, vodila projekte in nabirala ljudi skupaj, in Anja ima pa kle ogromno znanja, vse ljudi pozna, kar se tiče kmetijskega sektorja, No, to ne moš reči, ker kmetijski sektor je tako ogromen, da je ali pa veliko, recimo, ogromno ljudi, ki jih je še, dobrih ljudi, ki jih je še za spoznati. In potencijala še veliko, prosti, ker te prekinja. In se mi zdi, da ta kombinacija je pa pravzaprav tista, ki jo mogoče rabimo. Jaz v bistvu včasih namenoma se ne ukvarjam preveč s tem, kaj vse je hudo narobe, ker kdo bo pomagal, ker to moralo lahko zbije. Pa tudi to je potrebno, da ne bo pomote, ampak če kdo, moram jaz strokovno delati na sebi, da lahko pomagam v takih situacijah. Tako da Ponovadi za me reče, da sem preveč kritičen. Ampak zato si novinar verjetno, ker pač novinari, sem bila isto to novinarstvo, iščemo informacije in tiste opozarjamo na stvari, ki niso okej. No, Robert, in pa smo prišli do tebe. Kako se ti spominjaš tega prvega dne? Ker sem te v bistvu jaz poklicala, verjetno, če si za en sestanek. Ja, torej, ideja je bila zanimiva, še posebej potem, ko sta tudi prišli in povedali, kaj pravzaprav želite. Kmetijsko področje je zelo raznoliko. Sam sem se v vseh teh letih na naših valovih trudil za to, da bi poskušal prav to, kar si prej ti rekla, da ljudem prineseš nekaj, kar je že mal predelano, da lažje pravzaprav konzumirajo vsa ta nova zakonodaja, nove zahteve in tako naprej. In to sem se trudil delati z oddajami, potem, ko sem slišal za to idejo, da pa mlade, sposobne kmete in kmetice pravzaprav predstavimo. Se mi je zdelo, da je to ena dodana vrednost. In zato sem prijel za idejo podcasta in jo zdaj peljemo naprej in upam, da jo bomo še dolgo peljali. Se mi pa zdi, da je potrebno eno in drugo. Torej, te dobre ideje, ki vlečejo, recimo zdaj, če naredimo eno črto pod teh 10 oddaj, se mi zdi, da ti tvoji intervjuji s kmeticami in kmeti, predvsem mladimi, so pokazali, kako važne so ideje, kako važen je pogum, hkrati pa, da je treba premagati tudi veliko kritičnih zadev. Ponavadi, ko hočeš narediti en tak odmeven medijski prispevek na težave, poskušaš kar malo pozabiti, sploh ne vprašaš. Ti pa vprašaš. Ja, to si dobro izpostavil, pa prej nisem sploh pomislila na to. To je bila tista prva ideja moja. Jaz, kad delam coaching je vedno proces. To traja, to ni en mesec, to tudi 2 meseca ni. In začnem delati, s parom, ki je v neki situaciji in je potreben čas. In potem recimo, da pride neka uspešna zgodba, in ponavadi raven to mediji kaj predstavljajo, pač to, ta končni produkt. Uspeh. Uspeh, tako. Ja. Kle
ta pot pa ostaja nekako zakrita. Ja, sej, ne, to so uspešni, pogumni, bla, bla, bla. No, jaz vidim marsikaj drugega na coachingih, a ne. Ogromno preizpraševanja, so solze, je smeh, je jeza, mislim, vse, kaj to vse je v zadnji. In to bi rada prikazala, da nekoč prideš do tega, moraš ti tudi rast, pa si upati jeti po tej poti in to niso same rožice, a ne. Itak, da na koncu boš povedal, na kaj si ponosen, pa kaj ti je uspelo, ne. Ampak ja, da v bistvu vsaka taka uspešna zgodba ima za sabo cel nahrbtnik stvari, ki so se zgodile, da so zdaj tam, kjer so. To mi je pomembno, ne. Tako kot vidva na eni strani, tudi hočeta prikazati malo tih ozadij, kako se določene stvari v slovenski kmetijski politiki zgodijo, a ne, tudi to je pomembno, a ne, pa tudi tega večinoma v medijih se kdo pa o tem še poroča, a ne. Ja, marsikdaj slišim, da reče samo na ognjišču, pa nisem prepričan, verjetno je to edini radio, ki o tem nekaj, ker imamo zelo dobre časopise, recimo, na tem področju. Ja, ampak radio, a ne, vi ste zelo konsistentni, a ne, tudi ti imaš že ogromno kilometrine in znanja, to jaz res občudujem pri tebi, a ne, in tudi ljudje pohvalijo, kmetje pohvalijo, a ne. Hvala lepa. Ja, pač vseeno reče, a ne, pač Robert res ve, a ne, tako. In se zavzemaš za kmete in čutiš z njimi nekaj, si tudi sam. Ja, vse prej mi je bilo prav to luštno pri tebi, ko si rekla, sem začutila. Se mi zdi, da v kmetijstvu ne gre naprej brez tega čutenja. Anja? Jaz mislim, to je osnova. Marsikdo potem narobe razume, kdaj jaz sama rečem, da si zelo težko kmet, če nimaš tiste strasti, tiste želje potem, da boš. Seveda, ali pa da je to tisto, kar mlade nekako še drži v kmetijstvu, da je to ta ljubezen. Seveda, ker večkrat sem potem narobe razumljena, da je pač samo zaradi tega, da v kmetijstvu morajo biti tudi številke, ekonomija, obsega, vse to. Seveda, to je tisto, kar pač ti daje dostojno življenje. Ampak ko gledaš, kako moramo kmetje zdaj živeti, s čim se moramo soočati, ne? Od politike, takšne in drugačne, do sprememb narave, do dejansko tako nepredvidljivo okolje je, da niti ne veš, v katero smer se pač dejansko razvijati, da boš mogoče čez 5 let še lahko uspešna kmetija, ne? In zato vedno rečem, da če nimaš te strasti, nimaš te ljubezni, če ne čutiš tega, si težko vsemu temu kos, ne? Ker to so ogromni izzivi, ker ti ne veš, kaj posaditi, kak prodati, na kak način, na koga se obrniti. Pa imaš mogoče potem še kakšne zapletene odnose doma, ne vem, se trudiš, pa to tvoje delo ni, ali ni prepoznano kot delo, ali ni dovolj cenjeno in to zelo vpliva na psiho, ne? Zato se mi zdi, da tisto čutenje, tista strast je nekak osnova, pol so odnosi, pa seveda, da pa je to dolgoročno vzdržno, pa seveda mora biti tudi ekonomika. Ampak tisti, ki se bo podal v kmetijstvo zaradi ekonomike, glede na obseg dela, ki ga imamo kmetje, bo težko dolgo zdržal v kmetijstvu. Ker to ni, vse si vemo, to niso 8-urni delovniki, to ni, jaz imam zelo rada Excel tabele, zelo rada načrtujem, zelo rada projekte, organizacije, pa si to želim doma upeljati, da bi malo bolj organizirani bili, da bi se sedli nedeljo mogoče za mizo pa rekli, to pa to bomo delali ta pa ta dan, ne? Pa ne gre vedno čistko, ne gre, ker pač pride to vreme, pride tisti kupec, se tisto pokvari, pride kakšna bolezen, pride kaj z otroci in se spet vse zruši, ne? Zato pač ja, tisto v sebi, da to želiš delati, se mi zdi, no, saj pri meni je tako. Jaz moram to čutiti, jaz moram imeti veselje do tega, potem mi pa tudi vse ostalo, ni to tako težko narediti, kot bi mi bilo, če ne bi imela tega vse. Robert, zdaj pa lahko ti poviš, vidiš, to mi je zdaj padlo na pamet. Kako si pa ti prišel do tega, da si začel s kmetijsko oddajo, oziroma aj pri tebi še kaj iskrce? Ja, ne? Če jo ne bi bilo. No, jaz sem najprej imel recimo tako tedensko oddajo gorniško, ampak potem tako da je ena kolegica imela čez kmetijsko oddajo, potem pa je bila ponujena meni in sem to vzel kot izziv in mi je še vedno izziv in zelo rad to delam. Tudi zaradi tega, ker delam doma s tem in vem, kaj se dogaja in kako to izgleda v praksi. In marsikdo mi kdaj reče,
da še preveč kritično pogledam na kakšne zadeve, ker recimo tudi, ko sta vidve prišli s to idejo, da bi skupaj zagnali podcast, se mi je zdelo tisto dobro oziroma tisto, kar me je povleklo, to, da naredimo nekaj dobrega za kmetijstvo. In če smo trije, lahko več naredimo kot en sam. In če trije prinašamo vsebine, je potem tudi meni lažje v nedeljo imeti zelo dobre vsebine v kmetijski oddaji, ker kakšenkrat pač je to nemogoče, tako da enkrat je dobra, drugič je malo manj dobra. Sem vesel pohval, drugače pa ena želja, da se vendarle nekaj premakne. Čeprav zdaj sem v eni taki situaciji, ko gledam vse skupaj, kako se vrti na evropskem nivoju in predvsem na našem slovenskem nivoju. Nisi najboljši volja. Človek kar zgubi. Tako da kapo dol vama dvema, da sta prevzela kmetijo, da peljete naprej skupaj starši. Da vaju ni strah, ker recimo jaz, če bi bil zdaj v taki situaciji, bi razmišljal, kako pa kaj, glede na to, kar je odprtih, toliko neznank, da pravzaprav ne veš, kaj bi naredil v prihodnjem koraku, ker konec koncev si se poročiš, potem so otroci, moraš poskrbeti za njih in tako naprej. Jaz sicer imamo manjšo kmetijo na Barju, s katero ni mogoče preživeti, tako da je služba tisto, kar preživi našo družino, ampak žena marsikdaj pravi si, že skozi samo vlagava iz tistega, kar zaslužiš v kmetijo. No, ampak en tak feedback zabaven mi je bil zadnjič, mi je rekel, ker sem rekla, da bomo snimali, pa tako, pa da je Robert, a ne zraven, tako, Robert, to pa obvezno vsako nedeljo, a ne, prav, ampak viš, on, ko bere, a ne, ti si tudi na novicah, pa pač tudi druge stvari, prav, ko on bere, tako vse monotono, pa on začne v kmetijstvo, to pa kar uživi. Tako da očitno imaš še to strast, da se še na glasu čuti, da ti je veliko do tega, no. Ja, kakšen bod še preveč. Moram se odzvati, ker se mi zdi tako, se navzven vse lepo zgleda, mladi prevzemajo kmetije, mladi so doma, ampak daleč od tega, da nas ne bi bilo strah, Zdaj, ko spremljaš so to dogajanje, dejansko se dogaja gonja proti slovenskemu kmetijstvu, še posebej živinorejski del. In mene to pač kar za malo zaboli, ker narediš vse, kar je v tvoji moči, tudi mi, naša kmetija, pa recimo ta krog kmetov, kjer se jaz združim, smo zelo aktivni. Ne samo doma, ampak tudi poskušamo preko teh naših stanovskih organizacij ponesti nek glas naprej. Vedno ni mogoče, ampak trudimo se, da bi res ponašali to, kaj kmetje smo, kdo smo, ker nas skrbi za našo prihodnost. Res nas skrbi, kako dolgo bomo kmetje vse te pritiske še zdržali. Se trudiš, najdeš tisti optimizem, ki ga je še moč najti, in nekako delaš naprej, ker to znamo, to smo se odločili in tako sem prej rekla, to čutimo, da delamo prav. In ko pride ko pridejo razni posnetki v javnost, ki sploh niso avtentični, ki sploh niso odraz slovenskega kmetijstva, ampak je to pač je v javnosti in to zdaj pač tako posplošeno, to te zaboli. In to ti, ni važno, kakšna kmetija si, pa si sadjarska, a si živinorejska, a si hmeljarska, danes so ti na udaru, lahko da bomo mi čez, ne vem, mesec, dva, pa da našli nekaj v sadjarstvu, pa bo to kar posplošeno, recimo. Tako da je, ta strah je ves čas prisoten. In ves čas se tudi sprašuješ, kako naprej, In midva smo zdaj tako osebno, res v nekem takem precepu. Kako to kmetijo zapeljati naprej? Kaj nekako, seveda, mi da imamo še ogromno pomoč staršev in to je res taka velika dodana vrednost, to medgeneracijsko življenje, kljub vsem izzivom, ki jih imamo, je to tisto, ko nekako še vedno držimo skupaj, se tudi odločamo, kako naprej, ampak je pa na nama zdaj, da tudi večkrat sama poveta, to bosta mogla vidva, to bosta mogla vidva, In je jasno vedeno, da pač se treba odločiti, kako naprej, ampak kako se boš odločil, če je tako nepredvidljivo. Je to, kar si omenil Bruselj, zato mi je tudi ta del, ki ga imamo pri podcastu, ta aktualno, tako pomemben, da kmetje vedo, kaj se dogaja in zakaj se to dogaja.
In tudi jaz mislim, da veliko je že dorečenega, ampak se mi zdi, da ne smemo biti tiho. Moramo povedati, da je to za nas nesprejemljivo, kar se dogaja na bruseljski ravni. Mi rabimo garantiran denar za to, ker je preveč bo to šlo v druge sfere in ko enkrat tega denarja za razvoj več ne bo, se tudi naše kmetije niso take, da je to toliko denarja noter, da se lahko razvija brez pomoči. Vse, ampak v zelo, kako naj rečem, zelo bolj počasi, ne. Sploh povprečna. Sploh povprečna, ja. In mi potrebujemo, treba se zavedati, mi govorimo to denarju za OMD, za ekološke, za dobrobit živali. To je vse drugi steber. Ampak, veš... za naravo. Ja, noben ne pove od kje. Ja. Govorijo o 700 milijonih, nikjer ni tega denarja. In potem rečejo od tam in kmetje že vidijo, od kje bo šel ta denar. Ampak najhuje je pri vsem tem, da zdaj bo država članica pravzaprav naredila ukrepe in jih zagovarjala v Bruslju. In v tej situaciji, ki jo imamo zdaj v Sloveniji, recimo mene je prejšnji teden spal nisem po tistem najprej tiskovna konferenca na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Recimo, tam me je še enkrat dodatno presunilo, ko je dr. Jože Podgoršek rekel, od začetka se trudimo za to, da bi predloge zakonov, ki so jih naredili, vsaj toliko popravili, da ne bi pomenili kolapsa slovenskega kmetijstva v tem smislu. In mi je prišlo na misel, ko smo imeli tukaj Hanzija Mikla, ki je rekel, kako v Avstriji 2 dni na teden gredo predstavniki posameznih zbornic na Dunaj k kmetijskemu ministru in imajo tam pravzaprav briefing, se pogovarjajo, iščejo rešitve, kako bojo vse skupaj zapeljali. Pri nas pa so zdaj pravzaprav več kot pol leta popravljali z hudo narobe postavljeno zakonodajo, zato da ne bi še dodatno prizadela kmetijstva. In res, kako naj mladi to razumejo? Človek bi razumel, postavljamo skupaj novo zakonodajo, ki bo pomagala. Ja. Ne, ampak veste, če se pa jaz pa ne razumem v vsej tej sliki, je pa, da na eni strani imaš to, pa tak način sprejema zakonodaje. Na drugi strani imaš pa objave, podpiramo mlade, želimo mlade in jaz sem to že ves čas, mislim, res sem zelo kritična do vseh področji, kjer imajo mlade res samo za PR. Pa za dober PR, pa za dobre slike, pa za to, da se podpora. Pač te stvari je treba dati v dejanja. Samo tista, kar govorijo. Ne? Ko se bo res naredila zakonodaja, tako da bo podporno okolje take, da bomo mladi brez skrbi rekli, saj imamo mi ministrstvo, ki res podpira mlade, ki res skrbi za to, da bomo, ne vem, da se nam bo na socialnem kaj izboljšalo, na socialnem področju, da bodo razpisi tako narejeni, da bo dejansko neka povprečna slovenska razvojno naravnana kmetija, družinska kmetija lahko prišla do sredstev, da bodo mladi tam lahko zaštartali družino, ne. Ampak to je tako, to sta dve, ampak težko je razumeti, če ti tega ne živiš, ne. Eno je pač pisati to med 4 stenami in misliti, da delaš prav, pa verjamem, da dobro namerno. Ampak drugo je pa potem to živeti tudi v praksi, ne. To sta vedno tako 2 svetova, ki pač jih kmetje težko razumemo, zakaj govoriš eno, delaš drugo, ne. Darja, kako ti vidiš? Ker malo od daleč gledaš, verjetno pa potem te zaznamujejo te zgodbe s coachingov. Ja, mislim, situacija v nobenem primeru ni rožnata. Kar je nekako moja misel je to, da časi so boljši in slabši. Ne? In časi so bili tudi že slabši, kot so zdaj. A ne? Tehnološki napredek je bil bistveno drugačen 100 let nazaj, kot je zdaj. A ne? Ampak vedno pa verjamem v to, da spremembe se začnejo najprej pri vsakem posamezniku. Ne? In tukaj je zgodovina, bova rekla, naredila veliko škode kmetu. A ne? Kmet je bil v času Jugoslavije pač nek poklic. Sovražnik. V bistvu narodni sovražnik skorda, ne? Ki ga bilo treba zravnati, a ne? Se pravi iz tega prej, ko so bili neki gruntari, ki so zaposlovali hlapce, to je, če prevedemo današnji kapitalistični jezik, a ne? So zravnali na eno uravnilovko, ne? Vsi boste enako, vsi boste oddajali v mlekarno, vsi boste, a ne tako, vsi imate enako ceno. In dobro so jih vzgojili, ne? Dobro, zato ker ta mentaliteta se vleče naprej. Jaz ne, da kmet nima več občutka, da lahko on postavlja ceno.
Ja, kdo jo pa bo? A ne? Ampak hočem reči, da te zgodbe, ki jih jaz dobivam, se začnejo na tej ravni. Pač ni dobro, samo mladi vejo, da, ali pa upajo, da se da tudi drugače. Ne? In da skozi te coachinge, pravzaprav najprej to mentaliteto obračamo na boljši in klej jaz vidim svojo vlogo. Ne? Jaz se ne vidim na tej ravni, da bi jaz znala vplivati ali pa bila nek pomemben člen na političnem parketu. Ampak klej, enega pa po enega, ampak verjamem pa, da ko dobiš kritično maso, so pa družbene spremembe. In jaz sem vedno bila nek vizionar v nekih zadevah, v kjer verjamem in v to zgodbo res verjamem. Jaz verjamem, da kmetje preživijo vse in tudi to bo. Jaz bi rada samo, da to čim boljš preživi in da iz tega izide zmagovalec, ki je zelo odporen. In ko prej sta govorila, to kmetje pa tako specifičnost, ja, to so specifično področje, ampak spet pa ne toliko zelo, kot pa družinska podjetja. Dajmo pogledati svetovno podjetniško sceno. Koliko sprememb prihaja. Če ne dohajaš, odpadeš. Tehnološko, informacijsko. A veste, kakšne velike spremembe se v podjetništvu dogajajo? In obstajajo delavnice za to, da postaneš odporen, da znaš se v enem momentu takoj obrniti, sprememba prihaja. Nič hudega, v redu, se bomo prilagodili. In kmetu to, tudi ta del manjka. Kako se hitro odzivati na spremembe? To je največja tema zelo v podjetništvu. Kako se hitro odzivati na spremembe, ki pridejo. In spremembe bojo. Največja stalnica je samo še sprememba. Ja, problem je, da pridelava v kmetijstvu ni hitra. Ni hitra, definitivno. In to bremza pravzaprav vse skupaj. Jaz vidim mojo vlogo na tem področju. Enega pa po enega, pa z delavnicami, pa pojmava z Anjo še malo večjo vizijo, dobivati to kritično maso, ker ko bojo oni upolnomočeni, recimo, da sem jaz v mislih že tam, pa moram biti, jaz ne morem padati v to luknjo, kaj če še jaz noter padam, Ko bo to, bodo oni vlekli ta voz naprej. Ravno to, takrat, ko sta prišli in rekli, da bi zagnali, če sem za, se mi je zdelo pomembno, ker vidim to razklanost. Pravzaprav na eni strani obup, ker ti ni vseeno za kmetijo, rad bi nekaj naredil, vidiš, da racionalno ni, potem pa še ta razklanost, recimo v slovenskem prostoru med panogami, ko ne znaš stopiti en korak čez sebe in priti nasproti drugemu. Zato vprašanje, se ti zdi zdaj, recimo po slabem letu, da ljudje, ki so šli skozi eno tako delavnico, eno tako razmišljanje, znajo narediti en korak naprej, recimo na tem povezovalnem. Ne samo individualno, kako bom jaz uspel, ampak kaj pomeni, da skupaj stopimo, ker namreč to, kar se zdaj na ravni Evrope dogaja, predvsem pa to, kar se dogaja pri nas, kaže na veliko razklanost, ker če bi bili kmetje povezani, trdni med sabo, si oblast ne bi kaj takega dovolila pravzaprav. Zdaj pa točno ve, recimo tudi državna sekretarka prejšnji teden, najprej je na način celo ščuvala kmete proti zbornici, ker se niso zavzeli, da bi dobili denar tisti, ki so se že prestrukturirali, ampak zdaj hočejo denar samo za tiste, ki se še niso prestrukturirali. Tako se ne počne. Zdaj bom rekla nekaj predrznega, ampak bom. Kaj psihološko gledano na tej sociološki ravni poveže neko grupo, da postane močna? Ali pa kdaj so se zgodile družbene spremembe? Več dejavnikov mora biti poklukanih, da se zgodijo, ampak začnejo si pri posamezniku, ki nekaj sproži in največkrat uspejo, ko pride skupni sovražnik. Poglejmo Slovenijo leta 90. Zakaj smo mi takrat bili sposobni skupaj stopati? Zato, ker smo imeli skupnega sovražnika. Mi smo se hoteli osamosvojiti. Takoj potem smo se spet razklali, drži. In smo še danes. In smo še danes tam. Zato sem rekla nekaj predrznega. Ne vem, mogoče je pa to dobro. Da bo to šlo skupaj. Tega ne moramo, sociološko gledano, ne moramo tega kar preprečiti. Ampak se neke stvari kot gibanja začnejo in jaz verjamem, da
po eni delavnici nisi spremenjen, ampak že to, da so prišli na to delavnico, nekaj kaže. Kaže pa na potrebo po tem. In ko vidiš, kako v bistvu se počasi, kako bi rekla, rahljajo neka prepričanja drug o drugem, kako se te zidovi počasi topijo med ljudmi, začenjam verjeti v to, da je tudi to možno. A ne? In če ni kritične mase, ki bi v to verjela, se to še ne more zgoditi. A ne? In jaz mislim, da tudi tukaj je zgodovina, a ne, zelo pomembna. Jaz zelo rada berem zgodovino, zaradi tega, da bolj razumem, zakaj se danes tako, kot je. A ne, slovenski narod je v osnovi zelo razklan. Še vedno, kljub temu, da je že toliko časa za nami, so določeni procesi, a ne, ampak mi nič ne delamo na tem. Dokler ne bomo delali na tem, se lahko sami se pritožujemo, pa ne bo nič boljš. Pa jaz govorim na svojem vrtičku, ti pa na svojem vrtičku, ampak zaradi tega skupna zadeva ne bo nič boljša. A ne, pa recimo zdaj mi je prišla na misel Finska. Ne, Finska, na Finskem imajo ljudje eno tako zelo močno kolektivno zavest. Tako zelo zanimiv za evropski narod. Nasplošno smo Evropa zelo šli v individualizem. A ne, to nam je zdaj recimo nek, rekla, čas, v katerem živimo, nam to ponuja. Ne. Tam imajo pa še vedno zelo to kolektivno zavest. Tako mi je bilo zanimivo, odkje je to? Ja, zgodovinsko gledano, oni so vedno imeli toliko nasprotnikov, da morajo skupaj držati. In oni na kolektivni ravni to gojijo, že od otroštva naprej, pripadati nekim združenjem, delati za skupno dobro. Že šole imajo drugače postavljene, ampak ne, mi so skozi nasprotniki, Vikinge, Švede, zdaj Ruse, mislim, že Ruse že dolgo, pa zdaj še bolj, a ne? Zato sem rekla pač, da si upam njeno tako drzno idejo dati, a ne? Skupni sovražnik naredi čuda, a ne? Da se mi povežemo. Upam, da to ne bo v našem primeru, a ne? Ampak ja, sociološko gledano se spremembe naredijo, ko se preseže nek prak bolečine, ki je dovolj velik. Ampak to je kar kruta ugotovitev, Anja. Mislim, nekdo, ki ga zelo cenim, večkrat reče, da ni nam še tako slabo. Ker ko nam bo res slabo, se bomo brez pomisleka znali povezati. Ne? Je pa res, da povezovanje, sploh v kmetijstvu, ki je toliko različnih panog, toliko različnih organizacij, to ni mačji kašelj. To je zelo, zelo, zelo zahtevno delo. In temu ni vsak kos, bom tako rekla. To moraš res razumeti, da je več različnih pogledov in je res upam in želim si, da pride kmetijski voditelj, ki bo znal se to povezati. Ker to nam manjka zdaj. Preveč ta individualizem, mi smo ta organizacija, mi smo ta organizacija, mi smo ta organizacija, mi imamo svoj prav, vsak ima v nečem prav. Pa včasih bom se vrnila zdaj na zakonodajo. Imeli smo pogovarjali smo se o slovenski zastavci, ali ja ali ne, na etiketah, na embalažah. A želimo to zakonodaj ali ne. Dejansko pa smo se 1 uro o tem pogovarjali, pa smo mislili, da se prepiramo, a na koncu smo vsi enako govorili, enako želeli, samo drugače smo to povedali. In smo rabili več kot 1 uro, da smo prišli do skupnega zaključka, da to je nekaj, kar vsi podpiramo. Slovenska zastavica pri označevanju. In velikokrat je pač predvsem to, da preveč hitimo in se ne slišimo o tem, kar govorimo, in pa smo takoj razočarani. Pa vsi želimo dobro, samo pač poslušati se moramo bolje in slišati, si vzeti ta čas. Sem že večkrat rekla, bi ne reši zaprla več nasproti mislečih ljudi v kmetijstvu en prostor, in ko se bodo ti ljudje vsi dogovorili, takrat bomo sigurno imeli pravo rešitev, ker ko imaš najbolj ekstremistične poglede skupaj, pa se ti dogovorijo, pol je to, ne? Ampak premalo imamo te komunikacije. Vsak mal po svoje, ne vem, želim si, da bi si začutili to, kako je lepo, ali pa kako je dobro, če pač si vzamemo ta čas, predebatiramo, če tudi je naporno, ker pač res vzame časa, ampak na koncu imamo dobre rezultate za slovensko kmetijstvo. Ker pač ti kot posameznik ne moreš vedeti vsega o kmetijstvu, ker je toliko različno, pač že Slovenija je toliko mala, toliko različna pokrajina, zato je treba sodelovati. In več časa moramo dati temu dialogu, temu pogovoru, za kar se tudi zavzemam na kmetijski zbornici. No, in sem tudi vesela, da so pristali na partnerstvo, da bomo sploh v tem delu aktualno zdaj še bolj z njimi sodelovali in upam, da
nam uspe tudi še koga več povezati, se mogoče še kdo vidi v tej naši zgodbi, da skupaj res naredimo. Pač, mogoče so to mali koraki za naprej, ampak nekoč se bodo vsi ti mali koraki skupaj sestavili. Ja. Pa naredimo nekaj dobrega. No? Že takrat smo rekli, podcast ni širša, ni edina zadeva, ampak je morda zadeva, ki bo začela eno širšo zgodbo. Predvsem, Darja, ti si takrat že imela dokaj postavljeno zgodbo. Ja, v bistvu, mi dizajnerji smo imeli na začetku eno idejo, kako bo prišla tudi do življenja. Nekako kako celostno zdaj podpreti nekega mladega kmeta, ki se podaja na neko tako tvegano pot. Ampak so videli, da v bistvu ne moramo prehtevati teh dogodkov. Ni še čas in prostor, ni še zrel za to. V tem smislu, da bi nekdo rekel, super, ste se to spomnili, seveda zdaj, takoj pripravljam se dati svoj čas, denar in energijo za to. Ampak ja, vizija je bistveno večja in potem sva nekako obrnili, reverzibilno. Pač, mi te moramo najprej sploh ven priti s tem, kaj mi počnemo, kdo sploh smo in zakaj to počnemo. Ljudje niso neumni, ljudje hočejo vedeti, s kom imajo opravka, pa zakaj bi bilo to za njih dobro, a imaš ti dober namen. Prej si rekel, da rabaš, da delamo dobro. To je prva premisa, pri kateri ne grem. Moš to delati zato, ker želiš dobro. Pa vidiš tudi svoje potenciale, da lahko k temu prispevaš. In potem je bila ta ideja, bomo te stvari razbili na delavnice, mi moramo še prej ven pridati. In tako je pravzaprav sploh nastal naš podcast, da lahko te stvari prihajajo na plano in mi res dobra kombinacija, da vida pokrivata aktualno, ker imata ogromno pojma o tem, ves čas tudi spremljata, in na drugi strani te zgodbe, ki želim, da postanejo taka stalnica, da si bo vsak želel enkrat tukaj sedeti pa povedati svojo zgodbo nekomu mlajšemu, ki ima še poln vprašanj, pa se tam neki megli se giba, a bomo, ne bomo, kako bomo, a je to sploh dobro zame, a bo to za nas kot družino, bomo dostojno živeli od tega, da se ne bo tega sprašoval, ampak bo vedel, da se lahko obrne na to in da ima določene ljudi, ki mu lahko pri tem pomagajo in tudi, da ima skupnost, ki ga pri tem podpira. To je tudi ena pomembna točka, ki se bo razvijala, da ravno ta povezovanje in jaz vedno pravim, tako kot Anja rekla, en sam ne more tukaj narediti, ka že dva naredita. In nikoli sploh ni po 1 + 1 = 2, ampak je že tako, ko se združiš, je 1 + 1 vsaj 3. Mislim, pa zdaj 3 je tukaj, ekipa se še širi, Torej, tisti, ki nas zdaj poslušajo in gledajo, lahko rečemo, da so vabljeni s kakšnimi dobrimi idejami. Definitivno, smo zelo odprti za to, in vsaka dobra ideja pa je lahko tudi zelo ekstremna, na koncu odpira obzorja za to, da razmišljaš o nečem, kaj še lahko ponudiš, kaj še lahko narediš. Predvsem, da odgovarjamo na potrebe. Jaz smo že lahko svojo vizijo, ali pa mi da zanimamo svojo vizijo, pa če ni osnovana na tem, kaj rabijo, je brez veze. Tako kot da izhajava iz potrebe. Pa mogoče tudi prostor in čas, da povemo, da to vse prostovoljno delamo, ker veliko je tudi vprašanj, kaj je to za en projekt, ki je vse tu. Evropski projekt ste dobili denar. Tako, ja. Ne, nismo. Ampak to je dejansko prostovoljno. Naš čas vložen to. Bi bilo pa dobro, če bi lahko... Sigurno bi dosti več lahko naredili, če bi bila kakšna finančna injekcija iz Keja, ampak zaenkrat delamo to čisto vse na prostovoljni bazi. Upam, da se to sicer kdaj spremeni. In res vabimo vse prostovoljce, ki želite pristopiti k temu oportunističnemu, kako naj rečem, projektu. Entuzijastičnemu. Bodi si mogoče, če se kdorkoli vidi ali strokovno tukaj, da vidi, da bi lahko kakorkoli prispeval. Bodi si kakšni mladi, ki, ne vem, se zmišljajo radi, ustvarjajo videe, pa bi jim bil to izziv, kjerkoli, ali v komunikaciji, ali še s kakšnim res tudi predlogom, bomo vsekakor veseli in se radi sodelujemo in ta ekipa se širi, počasi in vztrajno se širi. Sledil bo tudi podcast s terapeutom Mihom Novakom, ki je vstopil recimo v ta del delavnic, in tudi tukaj se povezujemo naprej, bo tudi še kakšen coach prišel, bomo še strokovnjake iz drugih področji potegnili noter, tako da
Ja, upam, da se bomo tudi še kdaj tako usedeli in bomo lahko rekli, zdaj nas je pa še več. A ne? Ja, 10 takih srečanj je že za nami, 10 zgodb, 10 problematik in tako naprej. Me zanima, kako vidita, recimo, ker sta vidve bolj gonilna sila vsega skupaj, cilje za to jesen, recimo. Eni bi rekli, druga sezona, jaz bom pustil to še odprto. Ja. Ja, zdaj jaz sem trenutno bolj fokusirana na delavnice. Z Mihom pripravljava se pravi nadaljevanje tega, kar smo že začeli, hkrati nadgradnjo v drugi modul in pa tretji, ki se bo tikal bolj kot ne ustvarjanje nekega podpornega okolja in tudi kmetu, a ne, da še tukaj podpremo, a ne. Hkrati širjenje področji, a ne, še določene nove delavnice. Kar se pa gostov tiče zdaj z moje strani, a ne, teh se pravi zgodb nekih kmetov, ki so lahko nek zgled drugim, a ne, pa nadaljujemo in tudi vabim, če imate koga, ki bi rekel, dajte ga predstaviti, a ne, povejte, pišite, z veseljem se odzovemo, tako da na mojem področju nič novega. Kar se tiče podcasta, no, tako naprej po tej poti. Na področju aktualno bo pa vroče. Bo pa vroča jesen in upam, da bomo znali ta ogenj pogasiti in bo na koncu tudi tako, v dobrem pomenu vroče. Ja, kakšna stvar mora pogoreti, zato da se potem kaj drugega rodi. Glede na to, da je recimo življenje podcasta odvisno tudi od tega, koliko ljudi ga spremlja, kar nekaj obiskov, lahko rečemo, smo zadovoljni z obiskom, nismo zadovoljni z obiskom, jaz sem. Jaz bom odkrita, jaz sem pričakovala še malo več, tako da nič vas ne stane, kogarkoli, če pritisne gumbek naročite se, ali kako je že subscribe. Nam pa to veliko pomeni, ker v bistvu zdaj zelo direktnega odnosa mogoče z gledalci nimamo, nam pa veliko pomeni vsak odziv, ki pride, vsaj meni. In tukaj si želim čim več te interakcije, še več bi rada tega. Tako, če vidite, daj kakšen komentar ali tako, če nič takega nas ne stane, da to naredimo, pa tako, kot si rekel, to je res tak entuzijastičen projekt in se filamo iz tega še, tako da ja. Ja, jaz sem v bistvu, Darja me večkrat reče, ne pričakuj preveč, tako, ker jaz sem pričakovala, da ljudi bolj zanima, kaj se dogaja na področju kmetijske politike, kakla so ustvarjaš, kak ta zakonodaja, pa vidim, da bolj res pritegnejo pozitivne stvari, kar je na nek način logično. Bi si pa res želela, da bi sploh kmetije mogoče vseeno, da je več prisluhnili tem, ker mogoče pa kaj še lahko naredimo sami. Ne? Vsako informacijo več, ki jo imaš na tem področju in vsako informacijo, ki bolj opozoriš na to, prispevaš k tem, da se mogoče kaj spremeni. Če bomo samo pasivno spremljali, kako grejo stvari mimo nas, bo težko prišlo do sprememb. Tako da jaz si želim za to jesen, da bomo nekako, ali pa mogoče moramo mi kaj spremeniti, še boljšo dinamiko narediti, še goste meč, ne vem, še bolj na interaktiven način to predstaviti. Nekako, da bo to tudi ljudem postalo zanimivo, ker to so stvari, ki odločajo na koncu v našem življenju na kmetiji. Je zahtevna materija, ampak to je tisto, kar nam kroji na nek način usodo. Seveda si jo pol prilagodimo, ali pač v bistvu ne tiče se vsaka zakonodaja vsakega, ampak vpliva pa, ne. Pa ne samo na kmeta, se mi zdi. Vsi smo od tega odvisni, vsi smo odvisni od kmeta. Konec koncev, tako sekundarno na vse nas vpliva to, kako se bodo stvari zapeljale in kako bodo stale. To so pomembne teme. Ja, to, kar sem pa rekla, Anja, da ne pričakujete preveč, pač zavedam se, projektov imam veliko za sabo. Vsak projekt ima nek svoj življenjski cikel. Mi smo zdaj tam po rojstvu, nekako se mi zdi. Ali pa počas zdaj ta dojenček gre v svet. Tako, torej, kdo ste, kaj želite, zakaj nov podcast, smo nekako povedali. Izzivi so, vabljeni predvsem, da nas poklikate, da se naročite, da še koga opozorite, da morda poveste tudi kakšno svoje mnenje, kaj bi želeli slišati, kaj je tisto, kar vas najbolj žuli. Za vse to so poti, da pravzaprav pridemo skupaj
in vabljeni, da nadaljujemo skupaj. Hvala lepa. Hvala tebi, Robert. Kaj naj rečem? Na uspešno jesen in čim več klikov in se subscribe-ov. Čim več rasti. Čim več rasti, da bomo čim bolj rasli. Tako mi kot kmetijstvo.